invalide po Ljubljanski pokrajini. Na društvu smo pripravili poligon, ki prikazuje progresno strmina klančin in slabe klančine. Trenutno se po klančini je, rečemo, še primerna, ker vidite, da še smo tudi poškodovane roke, tako da je še ta klančina zame kar že problematična. Kaj bi šli rekli od ostalih dveh? Zapeljamo se na, rečemo tako, rešetke, ali pa predpražnik, vidimo, ko je problem, ker lahko kolo, zaradi širokih rešetk, pade v areno. To je recimo problem v areno. Naprej spremljamo vhod, predstavljamo vhod, ki ima centimeter robčka, ampak gledajte, meni že dela problem. Moram si pomagati si tega. Kakšno smo neko sobo, rečemo, ki je sicer še prevelika, ki se vloženi in moram manevrirati in Na kakšni kvadraturi pa se lahko obrnete? Na kakšni kvadraturi se lahko obrnete? Ja, zdaj, glede na to, da imam Meter in pol dovolj. Ja, ampak morate vedeti, da jaz vozim nek voziček. Obstajajo vozički, ki so dosti široki, daljši, da ne govorimo električni. Mislim, da je tam na panoju napisano, kakšni so standardi. Bomo pogledali. Brez glave pa jih ne vem. No, pa pojmo naprej. Vračam se skozi vrata, ki so kar široka. So kar 80 centimetrov. Veliko krat v praksi se pa srečujemo 60 in manj. In je v bistvu nemogoče, da bi šla tako. Čeprav lahko nekateri so še te digitalno verjeni, taka količina vrže naprej, pač nimamo teh približnih mišljenj. Preden se zahvalim, to pomeni klančine. Kakšne klančine so v bistvu normalne in pravilne za po mestu? Govorimo o klančinah, da so do 7% naklona, 6-7, 8 pa pri kakšnih rekonstrukcijah. To je tudi po standardu, po pravilniku o gradnji objektov. Te so pa pač rešitve, ki so rešitve, ampak mogoče meni osebno jaz tele gor po teh ostalih dveh nisem samostojna, da bom pomoč. Vas bom vprašal še eno stvar. Dajmo omeniti grad, Cankarjev dom, opero, pa morda državni zbor. A imajo ti objekti urejen dostop do invalide, če odšteva seveda nekatere avtomate, ki vozijo pač invalide gor? Se spomnite tega? Grad je za moje pojme dostopen, je vzpenjača, ki je popolnoma dostopna, potem je iz vzpenjača do zgornjega platoja je dvigalo, ki je tudi dostopno. Na gradu so invalidske sanitarije, ki so tudi dostopne. Po temu platoju gradu se lahko samostojno gibam. Tudi hkrati so pa še pod vzpenjačo pri vstopni postaji tudi invalidske sanitarije. Torej, kar se tiče Ljubljanskega gradu, menim, da je lepo dostopen. Govorimo o Cankarjevem domu. Cankarjev dom, koliko je meni znano, je tudi dostopen, opremljen z invalidskimi sanitarijami. Ne vem, če so čisto vse dvorane dostopne, to res ne vem. Mogoče bi več o tem izvedel arhitekt povedati. Državni zbor ima stopnični dvigalo, se pravi 2 stopnična dvigala, tako da je načeloma dostopno in ima tudi v srednjem delu invalidske sanitarije, ki pa so resnično na moškem delu, pravi v moški sanitariji in invalidske sanitarije. Ste še pri operi? Opera. Opera, nova opera, nisem še prav njej in ne vem, kako je. Stara opera vem, da je bila dostopna od zadnji z nekim dvigalom. Več kot to pa res ne vem. Vi ste iz društva? Paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Najlepša hvala. Dajva še enkrat ponoviti vaš priimek pa ime. Mirjam Kanalec. Mirjam, najlepša hvala. Hvala.